Zadnjič smo vam pokazali ogrevanje, ki ga lahko uporabite pred začetkom vsake vadbe. Danes vam bomo pokazali nekaj slik, nekih gibov, ki jih lahko uporabite za začetek, za trenirati borilne veščine. Te slike so statične, mi pa se jih skozi proces treninga poskušamo spremeniti v dinamične, v gibanje. Prva stvar, ki vam jo bomo pokazali, je nek stav, ki mu rečemo recimo kar po domače stav 2, ko poskušamo nasprotnika dati na distanco oziroma odriniti ga od sebe stran, zato da imamo mi čas, da lahko zbežimo ali pa da se lahko pripravimo za nadaljen boj. In v tem položaju, ki ga naredimo z rokami naprej, je zelo pomemben prva stvar, da smo odločni, da naredimo hitro in pa da smo pazljivi na pravilen gib. Tako, kot vam bomo pokazali. Roke morajo biti ne stegnjene, ampak rahlo pokrčene, pesti morajo biti stisnjene in pa v višini ramenskega sklopa in tudi udarec, ki ga izvedemo, pade v ta ramenski sklop. Pesti ne imeti naravnost pokončne, ne imeti vodoravne, imejte jo pod kotom 45 stopinj, zaradi tega, da se lepo prilega ramenskemu sklopu. Druga stvar, ki bi jo tukaj poudaril, je sama pest. Marsikdo ne zna sploh prave pesti stisniti. Niti ne ve, kam bi s prsti. Pravilna pest je tako, da pokrčimo prste v dlan, stisnemo roko in palec damo zraven prstov, tako da je pokrčen. Ne ga imeti stegnenega, stran od pesti, ker se lahko zaplete v obleko nasprotnika ali pa v kakšno končino in si ga lahko zvijemo. To je prva stvar. Druga stvar, ko naredimo ta gib, ta stav, da nasprotnika odbijemo od sebe stran, je pomemben, da tudi naredimo to z izdihom. Ne držati zraka vsep noter, ampak izdihnete ven in izvedete ta gib. Ta gib pa ni tako enostaven. Lahko ga treniramo tudi več let. Ja, več let ga lahko treniramo. Čeprav izgleda samo kot nekaj, kar se lahko samo postavimo, pa to izvajamo, bi lahko rekli, se ga bomo kar hitro naveličali. Kaj nam to pomaga? Ne? Ampak v tem gibu je skritih zelo velikih podrobnosti, ki nam tekom treninga nekih naprednih tehnik lahko pridejo zelo prav. Zato je zelo pomemben, tako kot vsako stvar v življenju, da začnemo počasi, s slikicami, da te osnove osvojimo in ta stav 2 je ena od teh osnov. Ok, druga stvar. Pokazal vam bom tudi recimo en udarec, sicer rečemo udarec v glavo. Udarec v glavo mora biti izveden na način spet s pravilno stisnjeno pestjo. Pazite, da je komolec v udarcu, da je naravnan spodaj, da ni takole iz strani, zaradi tega, ker če je takole iz strani, ko udarimo, lahko pokrčimo roko, nimamo take moči. Če imamo komolec spodaj, preprečimo lahko poškodbe na komolcu in pa spet ne sme biti čist stegnjena roka. Mora biti majčkeno pokrčena, spet zato, da preprečimo poškodbe na sklepu. Pest, kakor vidite, je postavljena tukaj zdaj pokončno, ni postavljena vodoravno, vendar to niti ni toliko pomembno. Lahko udarjamo vodoravno, lahko udarjamo pokončno, pazite samo še, da je udarec
izveden tako, da pest gleda pravzaprav majčkeno takole navzven, da je poravnana z roko v tem delu. To se pravi, lahko, ko udarjate v glavo takole gor, da je tukaj poravnana, lahko pa iz strani, da je takole poravnana. Spet zato, da preprečimo poškodbe sklepa, ker če imamo roko obrnjeno navznoter, se lahko zgodi, da jo zvijemo. Ok, tretja stvar. Blok. Ni samo stav 2 tisti, ki nam pripomore, da nasprotnika odrinemo na distanco. Ampak je tudi lahko blok z eno roko. Lahko nekaj naredimo, lahko nasprotnika recimo udarimo ali karkoli, ali pa tudi ne, pa ga enostavno lahko samo odrinemo. To naredimo s tem delom, z odprtjo dlanjo, ne s pestjo, z odprto dlanjo. Naredimo z tole blazinco na dlani in pa odrinemo ga v smeri, tako kot smo trenirali pri stavu 2, v smeri ramenskega obroča. Tako. Lahko naredimo naravnost, v isto smer, kakor je nasprotnik, lahko naredimo v stran, v kontrasmer, kakor je nasprotnik.